Kaj nam sporočajo ti podatki? Ti podatki sporočajo, da je gospod Renci zabredel, kot je bilo mogoče pričakovati. Fant je pač prilezel na vrh po bližnjicah, nikoli ni bil izvoljen, nikoli ni bil politik. Priplaval je po, pri nas smo včasih rekli, po žup. Tudi mi smo imeli take politike, ki so tako priplavali na vrh vlade, kar nekaj jih je bilo. No in v Italiji pa on prišel tako, da je imel edino izkušnjo politično je imel pri skavtih katoliških, kjer se je učil politične obrti. Potem je bil župan Firenc. Firence pa nikakor ne sodijo med pomembna italijanska mesta, razen kot turističen center. In potem se je pa nikomur ni čisto jasno, kako povzpel na vrh stranke, demokratske stranke, ki je mešanica, to veste, bivših komunistov in bivših krščanskih demokratov, torej ljudskega krila krščanskih demokratov. In potem je naredil dobesedno udar v vladi in je Enrica Leto zrinil ven in je on prevzel vlado. Pa bi lahko rekli potem, da je bil preveč optimističen, ko je v bistvu svoj mandat personificiral z izidom referenduma? Neoptimističen, preveč nadut je bil, verjetno je bil preveč zaverovan sam vase in je verjel, da ga bodo kar podprli, pa so mu vsi povedali, da ga ne podpirajo. Njega je podpirala samo njegova, pa ne celotna, njegova stranka ga ni v celoti, ves staro komunistično jedro ga ni podpiralo, ne? Levica, levo od demokratov sploh ne, desnica sploh ne? In zanimivo tudi gibanje petih zvezd, seveda ne, ker računa, da bo samo prišlo na oblast, pa nihče od nas ne ve, kaj ima sploh za sabo, kaj ima v programu, ker praktično za tem gibanjem zaenkrat ni nobenega programa. No, vlada neko splošno, recimo temu tako, prepričanje, da je Italija potrebna sprememb, ampak zdaj, če pogledamo ta izid, ni ravno v duhu, v skladu s tem. Italija je absolutno potrebna sprememb. 70 let že ni bilo nobene spremembe. Oni so po drugi vojni pač vrgli kralja, potem naredili ustavo in imeli v 70 letih, še manj kot 70, 63 vlad. Ampak Renzi je predlagal spremembo, pa niso podprli te spremembe. Ne, seveda ne, ker ni šel, ja, politik mora vendarle iskati konsens. Sprememba je bila čist pametna, ne? Je šel pa spreminjati tretjino ustave. In za tretjino ustave moraš imeti pa seveda dvotretjinsko, najmanj dvotretjinsko podporo, ne pa da se greš igrati, kako on se je igral. On je jemal pokrajine odpravljal, jemal deželam, jemal vsem drugim, odpravil senat, to se pravi, je nase vezal več moči. Računal je, da to dela zase. To je podobno, kot je Berlusconi delal volilne zakone zase. Pa je padel. Kaj pa zdaj, po odhodu Renzija? Tehnična vlada, predčasne volitve, politična kriza? To so vse dnevne zadeve. Hujše je to, da je s propadom tega referenduma se odpira veliko hujš kot samo dnevno. Ja, zdaj bojo že naredili to. Ampak kaj bo po volitvah? Ja, to bo tehnična vlada, ki pa mora sprejeti bistveno stvar, da bojo sploh šli lahko na volitve. To je volilni zakon. Ali je zdaj čas, ali mogoče preuranjeno, za neko dramo, za neko paniko, ne vem, od politične krize do posledične ekonomske? Panika lahko nastane nekaj ta trenutek, ne. Ni potrebno, ne, da grejo zdaj ljudje na ulice, ne. Panika lahko nastane, ko bo na volitvah recimo zmagal, vse sploh ne vemo, kdaj lahko pride do tega, ne. Kaj se bo vse dogajalo do takrat, ne. Koliko moči bo imel človek, ki bo vodil tehnično vlado, koliko podpore bo imel, kako se bo z Evropo povezal in znal dobiti podpornike, ne. No in potem v naslednji fazi je pač grozno pomembno to, kdo bo pa zmagal na volitvah, ne. No, ostaja ogromno še v zraku, pa pustiva mogoče najprej zdaj to pri miru, da se prah poleže.
pa mogoče še čez kakšen mesec, 2 ali pa 3 pokomentirava aktualne V redu. zadeve. Hvala lepa, gospod Hočevar. Prosim.